Iz enega psalma pravi: poj Gospodu novo pesem, verjetno bo za večino vas nova, v resnici je zelo stara, ampak za vas je nova in za nas je obnovljena. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Velik je on, in tomu slavo daj, ker velik je on, zato mu slavo daj. Pesem, poj Gospodu, poj zemlja vsa. Poj Gospodu novo pesem, poj Gospodu poj zemlja vsa. Ker velik je on, zato mu slavo daj, ker velik je on, zato mu slavo daj. Vsi smo z Gospodom mi, našim se sovražnikom bori zapor. Blagoslavno si, on je kralj, glej naš Bog zmagovalec je, on nas to svobodi. Besedom podre sovražnika, v svet spoznal bo to. Vsi smo z Gospodom, zaščit se sovražnikom bori zapor. O zmagoslavno si, on je kralj, glej naš Bog zmagovalec je, on nas osvobodi. Besedom podre sovražnika, v svet spoznal bo toda zmagoval. Haleluja. Gospa, probite zdaj malo brez bergle okoli hoditi. Probite zdaj. Probite malo brez bergle, haleluja. Karkoli bil tvoj problem, glej se brez problema. Amen. Glej se zmagovalno, haleluja. Je Bog še komu kaj pokazal med slavljenjem, preden gremo naprej, haleluja. Andreja, daj malo položi roko, Benga, claim healing for her. Zapovej to ozdravljenje v njen telo, v imenu Jezusa. Sam dve zgodbi iz zadnjih tednov. Ne vem, ker tega vsaj v mojem lifeu Bog že nekaj let ni počel, oziroma ali pa nisem toliko z njim hodil, da bi to jaz počel. Ampak zdaj spet, ne vem, meni se je nek nov dan in nas pač, vsaj mene vleče bliže, moje vse vleče bliže. In v bistvu, zdaj nazadnje je bilo ta četrtek, sva šla s sestro v neko trgovino, ki je ona sponzorirana, od njih ena plezalska roba in jaz pa tam tudi poznam lastnika in se pogovarjava. In tak ful rejo tipček in je pač rekel, on si je zelo mogležen in ga bo zatrdil pa ga zdaj še boli, ki pa skozi kompenzira. In mi se pogovarjam, ampak če mi je to rekel, sem tako začutil pismo malo za njega. In pa sem tako, nja. In so se pač naprej pogovarjali, ampak vse, kar so se pogovarjali, me tako brez veze. Sem tako pismo, sploh ne morem nič drugega govoriti. In pa sem, ok, Jože, lahko zmolim za tvoj coke?
pač za koliko sem je vera, naprej. In sem on rekel, ja. In pač sem do roko gor začel moliti, ujel sem eno vsaka obličina stran, tako on, se kaj dogaja? On tako, ja, ful je vročina. In potem sem začel naprej moliti in potem sem rekel, še ogležen, ne gre vse skupaj. In potem videl, kako kvači shodil. In potem sem mu lahko povedal evangelij in on je potem rekel, ja, saj sem bil 17-letni strand, pa tudi tako zdaj me zanima duhovnost, ampak saj to so vse vere iste. Pa sem pač rekel, lej, v bistvu samo v eni veri je dal Bog življenje zate. Tako, in on je rekel, in pol sem rekel, pol v bistvu so vse vere iste razen ene. In pol je bil tako on, ja, to imaš pa prav. Tako da, to je ena. In pol sem rekel, lej, to je bila ta zadnja, pa ena prej pa v srede že veste, samo vse lahko povem, vala dvakrat. Ja, pač isto pa ena frendica v službi se srečava in najprej mi reče, to je 2 tedna nazaj, ful me glava boli, že 2 tedna, sploh ne morem spati, vse zdravila, ki jih vzamem, nič ne pomagajo. In sem bil tako, da smo za tvoj glavo boli. In ona tako, ja, okej. In tam na stopnišču zmolem. In a se kaj čutila, tako ne, a te še glava boli, ja, okej, ampak vseeno. Pa so se pač šla nekam pogovarjati in pa sem mi evangelij lahko povedal. In tako je bila, ja, svašta. In pa sem ful molil, pač sem mislil, da je ta glava bol, pač okej, ni šlo čez. Ampak sem rekel, vsaj dotaknem se, Gospod, pač Svet Duh ti pričuj. In pa se srečava pred zadnji petek in tako, a veš, da me takrat naprej neč glava ni bolela. In pol sem mi rekel, ja, ampak a veš, kdo je to naredil? Pa ona, ja, saj zdaj skozi razmišljam o temu. Tako slava Bogu. Tako ja, in se strinjamo, jaz sem menil za oba ta Joži in Ana, da pridete v Božje kraljestvo. Amen. Tako je to. Good stuff. Jaz sem pa v bistvu prejšnji teden sem imel pač zjutraj sem postal kriv, tako čuden sem se počutil. Pa sem ko videl, da je hrbtenica in pa sem ukazal, da je pač ta bolečina, da ne gre stran. In je šla bolečina stran v bistvu tekom dneva. Tako da naslednji dan sem še mičkan čutil, pa je izginil. Tako da hvala Jezusu. Tako da sem zadovoljen, no. V bistvu, da sem vse v službo lahko šel, tako se zagre. Hvala Jezusu, res. Jezus deluje, no, tako da to je to. Hvala ti, Toma. Oče leži, mami mu meri pritisk, vprašam, kaj je bilo. Pove moj mož, ki je bil edini, ki ga je videl, da je prišel v hišo, padel dol, se udaril še v glavo, v glavnem, in bil pač v nezavesti par sekund, neodziven, odprte oči. Oba z mamo mislila, da je to, ne. Mami ga klofta in potem se počasi zave, pride k sebi, začne govoriti. Zmerimo pritisk nizek, tako kot pri nas vseh, puls 50, 100 pritiska, 100/63 in on, da se je v redu. Sploh ne ve, da je skupaj padel, ne vem, čuti, da ga glava boli, ne ve zakaj. Vprašam, ti je kaj slabo, ali te kaj boli, pravi, da ga tle tišči, a ne. Jaz pač primem takoj telefon, pokličem 112, pravijo, da pridejo ga iskat. Takoj, ko pokličem 112, ko se pogovoriva z zdravnico, takoj naslednja telefonska, naslednji ukrep je bil, sem pač dala prošnjo za molitev in v WhatsApp skupino Krščanskega centra in TSNL Ministry, kjer sem pač tudi povezana, ne. Ljudje smo začeli moliti zanj, potem sem videla, ko očeta naložijo v rešilca in niso ga takoj odpeljali, ne vem, zakaj so še tam bili, neki so še podatke noter vnašali in ga pred hišo pač imajo tam v rešilcu in jaz ga vidim in ga gledam in tako. Na eni točki se nasmeji oče, a ne. In jaz pogledam na našo WhatsApp skupino in zdaj se opravičujem, ker ne vem, kdo je to napisal, je nekdo napisal, da so v rešilcu angeli in da se pač oče smeji, a nekaj v tem stilu, v glavnem. In sem bila tako, vse bo v redu. Me kliče mami pa pravi, so rekli zdravniki, da so vzvidi vsi super, da ne vejo čisto točno, v čem je
problem, kaj bi lahko bilo, da mogoče je bila dehidracija, ker je pač super. On je super, da ga bojo zdaj poslali domov in sem sam rekla, hvala Jezus. Hvala tudi vsem, ki ste se pridružili molitvi, tako da boste vedeli, vaše molitve so močne in nikoli ne grejo v prazno, vedno delujejo. Amen, slava ti Jezus, haleluja. Amen. Mi sporočamo blagoslov na to družino, zdravje, vse, kar si ukradel hoditi, zahtevamo 7-krat nazaj. V imenu Jezusa. Amen. Ful dober hote, ne, če ste opazili. Imam še mečkan mravljice, ampak... Mravljice so tako, ponavadi Sveti Duh to. Ja, vem. Hvala ti, Vsak Jezus. večer preden ležem, se zahvalim Jezusu, ki me je očuval tisti dan, prosim ga za varstvo in za regeneracijo mojega telesa, da drug dan lahko vstanem. Ker jaz sem bila totalno nepokretna in v pelenicah in nisem vedela, nekdo sem in nekje sem. Haleluja. Zdaj se mu sam zahvaljujte, da je že vse narejeno. Vse narejeno. Amen. Hvala Jezus. Amen. Slava Jezus. Danes bi rad se dotaknil nekaj in rad bi, da verjameš to, da tvoje oči morajo videti nadnaravno. Amen. Ful je pomemben, kaj gledaš in kako gledaš. Tako da dajmo verjeti danes. Oče nebeški, mi ti verjamemo za razsvetljene oči. Molimo, da naše oči vidijo nevidno, da lahko delamo nemogoče. Haleluja. Oče, molim, da vidimo to, kar ti hočeš, da vidimo. Haleluja. Oče, moramo več videti in hočemo več videti. Odpri nam oči, haleluja. Danes v tem večeru. Dajmo verjeti, amen. Zato, ker Božja beseda, cerkev, če ni manifestirana, je čist brez veze. Samo ena informacija. Zato Bog potrjuje svojo besedo, znamenji in čudeži. Danes verjam za svoje oči. Govorim o duhovnih očeh. Dajmo si pogledati v pregovorih 29:18. Ljudstvo propada zaradi pomanjkanja vizije. Vizija je duhovna stvar, ki ti Bog nekaj hoče pokazati. Jaz sem danes videl hišo človeka, ki je bil na našem srečanju v Prevaljah in hvala Bogu, je že malo bolj stabilen v Kristusu in ima vero v Boga, če ne bi se mu že vse sesul. Že tako mu je težko, ampak njegova hiša je skozi na novicah, na vseh živih novicah, ki je ful lep. To je bila ena najlepših hiš v Prevaljah, ki je zdaj ostal sam en kup smeti tam. In mi je bilo super videti celo njegovo familijo danes, še njegove otroke in njihove otroke in vsi so bili z nami. Smo se imeli tako dokaj dober, glede na to, kar se mi je zgodilo, in sem res videl Božjo milost nad njimi. Ampak potem sem šel na poti čez Prevalje, sem šel čez Avstrijo v Ljubljano in sem se mimo te hiše pelil, ker jo še vedno je tam podrta za bencinsko pumpo. In ko to vidiš, te tako kar malo stisne, malo je tako, ko tako v živo vidiš to. In pač, cerkev, mi ne smemo tega gledati. Mi ne smemo gledati, kar je hudič uničil. Mi moramo gledati, kar je Bog pripravil za nas. Amen. Lahko vidiš nekaj, ampak ne to gledati. Amen. Naš cerkev, mi moramo gledati to, kar je Bog pripravil za nas. Amen. Nikoli ne gledati to, kar je narobe. Glej to, kar je Bog pripravil. Amen. Ker to, kar gledaš, tja bo šel. Jaz sem po dolgem času spet šel z motorjem danes. In to me je oče naučil. Ko vidiš nek kamen na cesti, ko vidiš neko ali pa madež olja na cesti ali kaj, ne ga gledati. Ker ko si ti na motorju, pa to stvar gledaš, boš tja zapeljal. Ti glej, na mestu virov, glej, kje boš ti peljal v motoru. Vedno moraš gledati pozitivno, kam bo šel, ne kaj narobe. Ful lažje boš premagal hudiča, če boš gledal, kaj Bog dela. Amen. Ne gledati, kaj vse narobe, ne vse razmišljati, kaj vse, zakaj jaz, kako sem tako neumen, zakaj nisem boljši. Pozabi to, ker to ti nikamor ne pripeljalo. Glej, kaj Bog dela v tvojem življenju. Amen. Če imaš 10 slabih stvari, pomisli v eni dobri. Amen. Glej nekaj dobrega, haleluja. Amen. Naj ti Bog odpre oči,
kako bo on na dobro obrnil to, kar ti je ful slabo. Amen? Ker cerkev ni konc. Jaz sem rekel temu gospodu, gospod, podrta hiša ni konc. To ni konc zgodbe. Amen? Zdaj se film ni končal. Amen? Tvoj film se še ni končal. Haleluja. Amen? Amen. Recimo se usedel, ni še konc. Če gledaš negativno, oziroma če gledaš nazaj, si podoben Lotovi ženi, v njej sem prejšnji teden govoril, v Genezi 19:26 piše, Lotova žena je gledala nazaj in pa se je spremenila v solnati steber, ker Bog je rekel, ne gledati nazaj, ne gledati v mesto greha. Razumeš? Bog te je rešil greha, ne zdaj nazaj te gledati. Zato tudi, ko daš pričevanje, kakšen grešnik si bil, ne se preveč hvaliti s tem. Pusto, to je tam, haleluja. Ne se vseh detajlov spomniti. Ko si nova stvar, pozab, kaj je bilo. Amen. 2. Petrov 2:14, poglejmo si, kako oči so ful pomembne. Recimo človeka ni spreobrnen. Poglej, kaj oči neodrešenega človeka delajo. 2. Petrov 2:14. Oči imajo polne prišuštvovanja in nikdar ne sitih greha. Se pravi, nikoli se ne nasitijo greha. Ker človek, ki nima Jezusa, lahko cel dan greši, pa nikoli mu ne vdost. Še vedno se ni nasitil, še vedno ima praznino. Lahko je že 100-krat prevaril ženo, pa je bo še 101. Tudi če je bil na ne vem koliko seansah osvobojenja. Zato rabimo Jezusa. Amen. Samo Jezus te lahko osvobodi. Vabijo duše neutrjene, imajo srce vajno lakomnosti in so prekletstva otroci. To si bil včasih, zdaj pa nisi več, haleluja. In kaj je na svetu? 1. Janezovo pismo 2:16, govorimo o negativnih očeh. 1. Janezovo 2:16, zakaj vse, kar je na svetu? Poželene mesa, poželene oči in življenja ponos, ni od očeta, ampak je iz sveta. Se pravi, oči poželenja, to je del tega sveta. Amen? To ni tvoje. Zato ful uči tako v smer, v pravo smer. Amen? Vedno. Ful glej samo dobre stvari. Kaj lahko gledam? Jeremijo 29:11 lahko gledaš. Ker prav poznam misli, ki jih imam za vas. Misli o napredku, o sreči, o upanju, da vam dam srečen konec in upanje. To Bog razmišlja o tebi. On razmišlja samo dobre misli o tebi. Amen. Tako da, ko si ti preveč pozitiven, nisi preveč pozitiven. Amen. Ne moreš biti preveč pozitiven. Amen. Ne misli, da je nekaj narobe, če dolgo že nisi bil negativen. Če že dolgo nisi v nobeni nesreči razmišljal. Haleluja. Imej odprte oči svoje domišljije. Efežanom 1:18. Dajmo si ta citat pogledati. Haleluja. Če se to danes zgodi, cerkev, smo ful zmagali. Če se Efežanom 1:18 manifestira danes, malo več v našem življenju, bomo ful zmagali. Pavel, apostol, mol to molitev za nas, haleluja. To lahko sam moliš zase. Oče, odpri nam oči srca. In tukaj je beseda dianoja, kar pomeni domišljija. Odpri oči, da bom gledal, da si bom lahko predstavljal, v kaj si me poklical, koliko ogromno je upanje pred mano, kakšen je Božji klic zame, haleluja, kakšno je neizsledljivo bogatstvo tvoje milosti do nas, ki verjamemo, haleluja. Amen. Bog ful fantazira v tebi. On preden si bil rojen, tudi če si bil, jaz sem bil po nesreč spočet. In moja mama je razmišljala, imela pač splav ali ne, ker pač je bila ful mlada in moj oče. In pol pač se je odločila, da ne. In pol enkrat je bila jezda in je tako s trebuhom predal zaprla v kuhinjski in mi je glih tle na ušesu zgleda naredila malo. Ampak haleluja, važno, da sem preživel, haleluja. Ampak cerkev, morate vedeti, da Bog pa ni
mislil, to je pa zdaj slučajno. Haleluja, da ne, haleluja. On je pa začel fantazirati v meni, takoj, haleluja. Ker moja mama rekla, da ga bomo obdržali, pa oče je rekel, nič, majmo ga, kvačmo zdaj, se bo pač poročila. Je Bog takoj začel fantazirati, haleluja, kva bo vse z mano naredil, amen. In pa jaz sem se cerkev mrtev rodil in sem jo vso kri mogel zamenjati, vse živo, ampak Bog je še vedno fantaziral v meni, haleluja, amen. Recimo si, ti nisi slučajen, haleluja. Ti si ful fantazija Boga, haleluja. Ful Božja fantazija, haleluja. In če si že ful, ne vem koliko let svojega življenja v stran vrgu, Bog še vedno fantazira v tebi, ne ga ne boš ustavil. Bog toliko fantazira, kot midva nikoli ne bova, haleluja. Če ti kdo pravi, da imaš glavo v oblakih, pa da ful preveč fantaziraš, pol veš, od kje imaš to. Ne, veš, kdo je tvoj oče, amen. To si po njemu dobil, haleluja, amen. Mene so dostikrat zmerjali, da sem preveč imam glavo v oblakih. Tako me reč, bo ti vi dol po blatu z glavo, jaz bom kar v oblakih postal, haleluja. Ker je ful boljša atmosfera, amen. Ful boljš se vidi tudi od zgori, kot od spod, amen. Reči, jaz odpri moje oči domišljije. Jaz se spomnim, ko sem se spreobrnil in pol me je Bog takoj vzel v nebesa na enih prvih par mesecev med slavljenjem gor in pol sem rekel, to je pa zgleda, ker sem preveč marihuane pokadil. Zdaj se mi pa začel mešati. Zdaj pa več ne vem, a sem na zemlji, a sem v nebesih. In pol sem rekel, vse srabo meno potrdil, daj mi nekaj mi govori. In pol sem odprl, prvič v življenju je bilo to, da sem odprl staro zavezo, ker sem bil spreobrnjen šele par mesecev. In sem takole rekel, govor mi, in to vam ne priporočam, da kar nas lepo odpirate. Čeprav eni vem, da si ful ne morete zaupati, da vas Bog vodi drugače in pol skozi šlogate z Biblijo, okej. Ampak jaz sem tako odprl in sem dal tako prst in je pisal in videl sem Božji prestol in vojske na levi in na desni, ker točno to sem videl. In to je samo enkrat omenjeno v Bibliji, samo enkrat, cerkev. In sem rekel, hvala ti, Jezus, da si mi pokazal, da moja domišljija nima veze več z marihuano. Lahko si zaupam, haleluja. Lahko zaupam domišljiji, ki jo imam zdaj, ki sem na novo rojen Božji otrok. Amen. Zaupi svoji domišljiji, ki hodi z Jezusom. Amen. Tukaj noti bo Bog ful kazal stvari. In če ne boš zaupal, kje naj te pol Bog vodi? A naj ti na oblakih riše tvojo usodo? Kaj? A bo skozi šlogu z Biblijo? Zaupi to, kar ti tle not. Slike daje, fantazija, kar ti fantaziraš z Bogom. Cerkev, jaz sem prejšnji teden, sem tako fantaziral, da moram pač iti v Split. In pol sem mislil, bom poklical Marinkota, ker tam je pač, ker sem bil na otvoritvi cerkve tam in gor in dol. Ampak tako nisem imel, to ni del fantazije, da njega kličem. Ampak sem rekel, pa kako to, da moram iti v Split? In kaj se je zgodilo? Ja, pastor iz Splita je k meni prišel domov. Amen, a ni to fora, haleluja, amen. Sploh mi ni treba tja hoditi, sam da sem fantaziral, haleluja, in vse se je poklopilo, amen. In danes je bil z nami v Prevaljah, haleluja. In me je povezal s človekom, ki imajo moč tudi kupiti nove hiše ljudem. A ni to nora cerkev? A ne bilo the best, haleluja. In je rekel, daj nam vaš račun, a ne bilo the best, da z našega računa lahko komu hiše kupimo. Cerkev, pa ni to the best. Amen. Sem nekaj ful slabo sodelujete, haleluja. A sam, haleluja, slava ti Jezus. Pa to je the best, da enemu lahko hišo kupimo, amen. Haleluja, zakaj bi sam meni Andrej dal ful nove hlače, vse so lepe, haleluja. To je the best, haleluja, ker sem pač prišel včeraj pridigati v Koper, ful neurejen sem bil. In pol mi je dal ful the best hlače, nove hlače, še etikete sem dol trgu, novo srajco sem spet etiketo dol trgu. Ampak ne je bilo the best, da bi novo hišo komu dal. Amen, haleluja, amen, slava ti Jezus. Enač, moramo pač malo več videti, amen. Moraš malo več gledati, haleluja. Cerkev, mi moramo nehati žaliti Boga s ful majhno domišljijo. Amen. Ne ga žaliti, haleluja.
Razumeš, če si ti oče, pa tvoj sin pride, pa je lačen, pa rečeš, na, tle imaš kruh, sam marmelade ne dam gor, ko je raben za jutro. Čak malo. Da, lahko imaš čevlje, sam novih ne bomo kupili, gremo tam v Karitas, boš dobil rabljene. Čak, mislim. Ne me žaliti, haleluja. Če bi moj sin tako o meni govoril, jaz bi mislil, mislim, ti ful nima vere vame, nobene. On me ima tako res, za enega luzerja, haleluja. Jaz bi se ful k luzer počutil. Amen. Da bi moj sin govoril, jaz prihajam iz ful revne družine. Nikoli nič nismo imeli. Moj oče, ja, rajš nam govoril o njemu. In tako pol mi se z Bogom pogovarjamo, razumete? Ful imamo potrebe, mi pa tako, kvagam prosil, ka itak nič nam dobil. Tako ga ful žalimo, amen. Če bi rad bil Bogu všeč, ful imaj veliko domišljijo. Amen. Glej, ful nekaj ogromnega, reč, nekaj ogromnega je pred mano. Amen. Nekaj fenomenalnega je Bog pripravil zame, amen. Nekaj večjega, ki je svet že videl sploh. Nekaj, ko je moji sosedi videli, pa jo na rad padel, haleluja. Amen. Reč svojemu sosedu, ti si fenomen. Cerkev, mi sploh ne vemo, kdo zraven nas sedi, haleluja. Ti ne veš, kdo je ta oseba zraven tebe. Ker to je lahko naslednji Billy Graham, Kathryn Kuhlman ali pa nekaj, ki sploh še noben ni videl, haleluja. Amen. Lahko je to nova apostolka za Slovenijo, haleluja. Tlen mega multimiliarder, ki bo podpiral Božje kraljestvo. Tlen izumitelj, ki bo vse živo spremenil, cel svet, haleluja. Amen. Razmišljamo več, haleluja, amen. Nehimo žaliti Boga, amen. Res, cerkev, mi nehimo ga žaliti. Dajmo začeti ful več razmišljati, haleluja. Dajmo si pogledati besedo, Božja beseda mora biti v naših očeh, okay? Zato oči ful so pomembne, že te naravne oči, ker čez te oči lahko noč spuščaš dobre ali pa slabe stvari v svoj um. Zato Job v 31. poglavju, prva vrstica, je rekel, jaz delam zavezo s svojimi očmi. Se pravi, narediš zavezo, ne bom gledal slabih stvari. Amen? Jasno, da boš videl veliko slabih stvari, sam ne jih gledati. Amen? Ko jih vidiš, ne jih več gledati. Amen? Nekaj vidiš 1 sekundo, stvari pa pol gledaš in gledaš in gledaš in gledaš in pol jih začneš delati. Zato ne gledati slabih stvari. Amen? Naredi zavezo. Jaz mi delamo zavezo s svojimi očmi. Amen? Delamo zavezo s svojimi očmi. Da gledamo samo to, kar ti gledaš. Amen? Matej 6:22 pravi, oko je svetilka, če je čisto, je vse telo polno svetlobe. Amen? Se pravi, tvoje oko je svetilka, ne bo cel tvoj telo poln svetlobe. Haleluja. Pregovori 4:20 vrstica. Sin in hči moja, na besede moje pazi, k mojim govorom nagni svoje uho, nikar naj ne izginejo izpred oči. Se pravi, eno je, da slišiš besedo, drugo je pa, da jo začneš gledati. Amen? Ko bereš Sveto pismo, pridi do nivoja, ko gledaš, kaj bereš. Jaz se včasih moram cel dan en citat brati, da ga začnem videti. Haleluja. In to, kar začneš gledati, ne izgine iz tvojih oči. To dobi moč v tvojem življenju. Amen? Tako, kot deluje negativno, deluje tudi pozitivno. Haleluja. Naj Božja beseda ne izgine iz naših oči. Hrani jih v globočini svojega srca. In tukaj je progresija. Gre noč čez uho, pol pride pred oči, začne si domišljati. In to, kar pride v tvojo domišljijo, vstop v tvoje srce. Haleluja. In to, kar pride v tvoje srce, to je zdaj del tebe. Amen? Zato noben ne naredi kar samomora, enkrat zjutraj se zbudi, pa se je šel ubiti.
ampak je mogel ful to razmišljati, mogel si to predstavljati. Noben ne bo kar prevaril svoje žene, ampak je mogel ful to razmišljati, ful je mogel imeti to v domišljiji in pol je šel in to naredil. Nobene stvari, in to je ful dobro, ker to pomeni, da si ful varen, če dobro gledaš z očmi. Če dobre stvari poslušaš in gledaš, si ful varen, ker boš imel dobre stvari v srcu. In pol tudi, če ne vem, kva te bombardira hudič, če tega ni v tvojem srcu, lahko sam tako mu daš dvojko, tako kot je Jezus. Imaš ful kratke dialoge z njim. Sploh ne rabiš nekaj diskutirati. Ne rabiš biti ful v preizkušnjah skozi. Ne rabiš biti v nekih skušnjavah noč in dan. Sam nekaj razmišljati. Malo pomisel, s kjerokoli skušnjavo se boriš. Se zato, ker si preveč o tem razmišljal, preveč si to gledal, preveč si se s tem ukvarjal. Amen? In kako se rešiš? Ja, nehaj se s tem ukvarjati. Amen? Zameni ploščo, da je neko drugo pesem gor. Amen? Zameni program, haleluja. In pol prav, kajti življenje so njim, ki jih dosežejo, se pravi te besede, Božja beseda, in zdravijo vsemu njihovemu telesu. Se pravi, Božja beseda, ko jo gledaš si predstavlja, puf, ti je zdravje za cel telo, haleluja. Ok, dajmo se zdaj pogledati, kako nekaj gledaš, je ful važen. 1. Samuelovo 16:7. Dajmo stati pogledati. 1. Samuelovo 16:7. Samuel pride in razmišlja, koga bi mazilo za kralja in najprej gre do najmočnejšega, najstarejšega sina in ga hoče mazil. Bog prav, ne, ta ni ta prav. Zakaj? Ker Bog gleda na srce, ne na zunanjost. Amen? Bog ne gleda, kako ti izgledaš. On gleda na tvoj srce, haleluja. Amen? Se pravi, glej tako, kot Bog gleda, ne gledati na ven. Jaz, ko sem na ven gledal, recimo, in sem mislil, wow, tale človek je pa the best za to stvar, sem se vedno zmotil. Treba je gledati na srce človeka. Amen? Razumete? A vam dam en kviz, recimo. Kako je izgledal prvi nacionalni evangelist, ki ga je Jezus zbral? Evangelist za cel narod. Kako je izgledal? A kdo ve, kdo je bil? A? Ki se je po grobovih vlačil, ves obseden z demoni. On je bil prvi evangelist. Ker so vsi bežali tam, noben se ni mimo upal, in pol je nekog 300 svin je ta njegov demon na filu. Toliko jih je imel v sebi. A 2000? A hvala ti jej. Dobro, da imamo eksperti iz Izraela tle. Ker zdaj bojo pridike dosti bolj konkretne, podprte z dejstvi. Amen, ker to rabimo celo. 2000 svin, koliko je to svine? Meni je že 300 bilo veliko. 2000, jaz to ne znam predstavljati. To je cela farma. Toliko demonov je bilo v temu tipu in Jezus ga osvobodil in to je bil njegov prvi evangelist. Amen, ta človek. Jaz si rekel, zdaj pa, ko je hotel iti za Jezus, je rekel, ne, ti imaš pa zdaj job. Amen, ti si moj človek. Tazga sem rabil. Amen, ti si kvalificiran. Haleluja. Haleluja. Amen, a zdaj boš pa ti rekel, da nisi dosti dober? Amen. A ti nisi dosti dober. Če je bil človek iz Britofa, ki so vsi bežali njega obseden, da je 2000 svin mogel gostiti njegove demone, je bil dosti kvalificiran. A ti pa ne, zato ker ne vem. Ker nisi vedel, da obstaja ta stara pa nova zaveza. Ali karkoli že, kar je. Razumeš? Recimo si, ti si kvalificiran. Oziroma, tudi če nisi, nima veze. Ker jaz mislim, da še noben ni bil kvalificiran, da bi bil za Boga. Ampak te Bog vseeno uporabil. Amen? Ne sploh s tem ukvarjati, ker brez veze. Zakaj? Ker Bog gleda na tvoje srce. Amen? Bi rad služil Bogu? Lahko. Amen? Nočeš, ti ni treba. Amen? Bi rad grešil? Pojdi grešiti. Bi rad se posvečeval? Posvečuj se še bolj. Amen? Bi rad bil v luči? Bo če bolj v luči. Bi rad hodil v temi? Pojdi v temo. Haleluja.
bi rad bil mlačen. Amen. A je to evangelij? Haleluja. 2. Korinčanom 4:4. Bog tega sveta je nevernim oslepil misli, da jim ne zasveti svetlost evangelija slave Kristusa, ki je Božja podoba. Z drugim besedam, mi, ki smo verniki, imamo odprte oči, da nam lahko svet, svetlost evangelija, dobre novice, slave Kristusa, ki je Božja podoba. Wow, to pomeni, da mi dva lahko gledava Božjo slavo v Kristusu in kakšna moč je evangelija. To mi dva lahko vidiva. Amen. Vedno začniva to gledati. Amen. Kjerkoli problem imaš, namesto da problem gledaš, gledaj to. Amen. In kaj se pa zgodi? Ti poveličuješ Boga. A si ga naredil večjega? On je itak velik. Kako ga boš naredil še večjega? Ne, sam večje v tvojem življenju, ko ga vidiš takšnega, bolj kakršen je. Amen. In tvoj problem ni nič manjši, sam je ful manjši, glede na to, kakšen je tvoj Bog. Amen. In pol je Samuel šel od največjega dol in noben je bil to prav za kralja. In pol je rekel, pa mu je Bog rekel, lej, pač, sorry, ta tip je čist nekvalificiran, tam ovce čuva, razumeš? Ta je ta prav, amen? Ker vsi oni, ki so ful kvalificirani, so neuporabni. Amen? Ker ima preveč enih svojih diplom pa znanja pa to. Se ne rabijo sploh Boga, razumeš, takšne face so, amen? Bog rabi enega, ki ni faca, amen? Ki ve, da je totalen loser, če Bog da svojo milost stran od njega, amen? Ki ve, da se bo spremenil v prah, če brez Boga, haleluja. A sem šel predaleč, haleluja. Haleluja, hvala ti, Jezus. Poglejmo Luka 24:45. Luka 24:45. Jezus tako razlaga ljudem v poveličenem telesu. Se pravi, vstal je od mrtvih in razlaga svojim učencem, ki bi tako mogli vse razumeti, pa nič niso razumeli. In potem piše, tedaj jim odpre da so razumeli pisma oziroma Božjo besedo. Cerkev, a lahko rečeš, meni je Bog odprl, da lahko razumem Božjo besedo. Nikoli ne reči, da ne razumeš Božje besede, ker to je duhovna stvar. Če nekaj ne razumeš, pros Boga. Če ni pomembno, ber naprej, boš kasneje razumel, nima veze. Hod v nivoju razumevanja, ki ti ga je Bog dal, in če to sam izpolnjuješ, kar razumeš, ki ti je Bog dal, si že zmagal. Amen. Že to je ful uspeh. 2. Korinčanom 3:14, pardon. Če lahko vidimo cerkev v nevidno, lahko delamo nadnaravno. Amen. Sprav, mi moramo videti v duhovni svet, da lahko delamo nadnaravne stvari. Amen. Kar je rojeno iz duha je duh, kar je rojeno iz človeka je človek, kar je rojeno iz mesa je meso. Amen. Zato je rekel, morate se na novo roditi. Haleluja. In se tvoj duh se je na novo rodil. Ne po volji mesa, ne po volji moža, ampak iz Boga. Amen. Se pravi, in zdaj naprej, karkoli moramo delati, cerkev, moramo videti od Boga. Jaz sem rekel, samo to, kar mi oče kaže, to jaz delam. Pa je bil Jezus, amen. Ni imel greha v sebi. Lahko bi bil ful faca, pa ni bil cerkev. On se je izpraznil svoje podobnosti z Bogom in je bil kot človek odvisen od Boga in skušan z vsemi težavami, tako kot mi piše, in se je uprl in ni grešil in je sledil Bogu in je bil odvisen od delovanja Svetega Duha, tako kot jaz in ti. Amen. Zato je rekel, kdorkoli verjame vame, lahko dela ista dela kot jaz. Zakaj? Ker jih ne dela kot Bog, ampak kot človek, odvisen od Boga. Amen. In kje je ključ? Delam samo to, kar mi oče kaže. Amen. In zato se moraš vzeti čas, da lahko gledaš Boga, da se lahko družiš z njim. Jezus, čim je imel neko frko, čim je bila neka bitka, kje ga vidimo? Na samem z očetom. Amen. Noče motem, hoče poslušati Boga. Amen. Vedno bod najprej sam z očetom, preden kličeš svoje frende, da ti pomagajo. Dobro, razen če je nujna stvar, pa je človek že razumete, kaj mislim. Vedno, ko je nekaj dobrega se Jezusu zgodilo, kje ga vidimo? Na samem z očetom.
vedno hoče dati slavo Bogu, takrat, ko ga išče, ko je nekaj dobrega, je spet sam z njim. Zakaj? Zato, da je spet Bog, Oče v centru, ne on. Amen? Ker če ti vzemaš slavo za to, kar se ti dobro zgodil, boš ratu odvisen od tega. In pol boš odvisen od samega sebe, ne več od Boga. In boš ponos gre pred padcem. Samo vprašanje časa, kdaj pa spet pademo. Amen? Jaz vsakič, ko sem mislil, kakšna faca sem hmalo zatem spet kje padel. Razumete? Zato je dobro, karkoli dobrega, takoj daj spet Jezusu slavo. Amen? Karkoli je slabega, spet išči najprej Boga, pol pa šele pomoč od drugih. Amen? Ne vem, zakaj sem šel zdaj to govoriti. A ja, moramo videti v nevidno. Amen? Moraš videti v duhovni svet. Jezus je rekel, samo to, kar mi Oče kaže, to delam. Amen? In verjem, da ti Oče kaže stvari. Amen? Zato sem prej rekel, zaupi domišljiji, ki si z Bogom. Ko Bog ti bo kazal stvari. Amen? Če nekaj ni v skladu z Božjo besedo, daj na polico, malo počakaj. Ampak bod delavec besede. Naj ti bo Božja beseda na prvem mestu. Zakaj? Ker potem bo Bog lahko vodil. Ker njegova beseda mora biti v tebi. Njegova beseda mora biti v tvojem srcu, v tvojih očeh. Moraš jo razmišljati, glodati. Čez dan premišljevati. Haleluja. In zdaj pogledajte naprej v drugi, oziroma gremo v Genezo 13:15. Ful zanimiv. A veste, kdo je naš oče vere? Abraham. Haleluja. Hvala Bogu, da ne Mojzes, ampak Abraham. Zakaj? Ker on je bil po veri upravičen. Amen? Po veri, haleluja. In Abrahamu je Bog rekel v Genezi, 1. Mojzesova 13:15, vso deželo, ki jo vidiš, lahko imaš. Se pravi, karkoli vidiš, je tvoje. Amen? Kaj lahko ti vidiš? Se vidiš brez bergle, si lahko brez bergle. Amen? Haleluja. Se vidiš brez raka, si lahko brez raka. Amen. Karkoli vidiš, lahko imaš. Amen. Zakaj? Tako ti Bog kaže, Bog te razteguje. Ti ne moreš vstopati v nekaj, kar se ne vidiš. Se moraš videti v vsaki stvari, ki te Bog kliče. Haleluja. Poglejmo si 2. Korinčanom 3:14. Govori spet, najprej začne negativno. Njihove misli so odrevenele. Govori o Izraelcih, ki so zavrgli Mesijo, Kristusa. Kajti prav do današnjega dne ostaja isto zagrinjalo pri branju stare zaveze neodgrnjeno, ker se le v Kristusu odpravlja. A do danes, kadarkoli se čita Mojzes, leži zagrinjalo na njih srcih. Kadar se pa zgodi spreobrnjenje Gospodu, se sname zagrinjalo. Haleluja. Gospod pa je duh. Kjer pa je duh Gospodov, tam je svoboda. A mi vsi, ki z odkritim obličjem gledamo kot v zrcalu slavo Gospodovo, se spreminjamo v isto podobo, iz slave v slavo, kakor od Gospodovega duha. Jaz se spomnim, preden je moja mama sprejela Jezusa, jaz sem jo tako vodil čez 4 duhovne zakone. Imel sem še to knjižico, pa sva šla eno stran po eno stran. In čim je prišlo do tega, da mora sprejeti Jezusa, ni več nič razumela in sva šla spet od začetka knjižice. In sva šla spet korak po korak po korak. In ko sem spet do 4. koraka prišla, da sprejme Jezusa, je rekel, jaz ne razumem. In pol naenkrat mi je Bog odprl oči in sem videl, kaj je eno zaveso med nama, med mano in mojo mamo. In sem videl tako, da je neka, tako kot tle not piše, da je berajo, pa ne razumejo, kaj je zagrinjalo je na njih, na njihovih srcih, da ne morejo. In kje se to vzame? V Kristusu. Jezus to zlom, haleluja. In ko sem to štekel, hitreje moja mama porazumela, ko sem to zvezal zlomu in pol je lahko sprejela Jezusa, haleluja. In ne bo blagoslovena danes, kjerkoli je v nebesih z Jezusom, haleluja.
Enkrat na Prešernovem trgu, ko je bilo ful en kup mladih ljudi in so se z mano kregali, sem se tega spet spomnil. Ali me je Sveti Duh najbrž spomnil. In ko sem to zvezal, se je vse odprlo in smo lahko govorili čisto normalno o Jezusu. Včasih sam zveš tega demona slepote, da ljudje ne vidijo. In sam verjem, da kjer je Gospodov duh, tam je svoboda, ni več zagrinjala. Tam lahko vse vidiš. Tukaj piše, da mi z odkritim obrazom, tako kot v gledalu, gledamo njegovo slavo. Amen? Verjem, da ga lahko gledaš. Amen? Verjem, da lahko gledaš Božjo slavo. Amen? Verjem, ko moliš, da lahko Bog daje stvari v tvojo domišljijo. Amen? Jaz si dostikrat pol pišem, kar vidim ali pa kar mi govori, da ne bi pozabil kdaj. Pa da lahko pol primerjam, pa dam še naprej v drugo predstavo, da še več vidim. Vedno, ko ti Bog nekaj pokaže, pa kaj ne razumeš, še glej, še si vzem čas. Daj mu pod vprašanja. Mi ful prehitro se zadovoljimo cerkvu. Vpraš ga še 100 vprašanj, haleluja. Amen? Verjem, da bo še več videl, še to, kar še ne veš, haleluja. Amen? O, haleluja. A vam je vroče kaj? A nobenemu ni vroče tam od zadnji? A ste še v redu, ste še v formi? Ker zdaj pa ura že 2 minuti čez 8. A še zaključam, ali gremo drugi del? A še malo? Gremo še malo. Dajmo še malo stisniti sebe, haleluja. A ja, zato več ne gre ekran dol, ker je to kura že, zmrzna mi je vse že, haleluja. Ok, dobro, pa sam to, kakor mi te dovoli ekran, haleluja. A zdaj pa ću delati, hvala ti, Jezus. Ok. Cerkev, mi ne gledamo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se more manifestirati. Probi si to zapomniti. Naš cilj ni, da gledamo to, kar lahko vidimo, ampak to, kar se more še manifestirati. Amen? To moraš videti. Dajmo si to pogledati. V 2. Korinčanom 4:16, samo še 2 citata imam in pol je konec. 2. Korinčanom 4:16, zato ne izgubljajmo srca, ali čeprav se zunanji naš človek pokončuje, pa se notranje obnavlja od dne do dne. Kajti sedanja kratka in lahka stiska naša nam napravlja nadvse obilno večjo množino slave, ko ne gledamo na to, kar se vidi, marveč na to, kar se ne vidi. Zakaj? To, kar se vidi, je začasno, a kar se ne vidi, je večno. Amen? Se pravi, Bog pravi, da tvoja stiska prvič je kratka in lahka. Kratka zato, ker bo živel večno. Amen? Jaz sem temu človeku, ki je izgubil hišo, sem mu opisoval, kako je Jezus rekel, da nam gre pripravljati vile v nebesa. Pač to je en King James prevod, mansions, vile. Kolej, Bog ti je šel vilo pripraviti, rekel, res, kaj, wow. Pa sem mu začel opisovati, kakšno pohištvo bo imel v hiši. Ker sem slišal enkrat enega pridigarja, ki je opisoval pohištvo gor in je res fenomenalno. Jaz ko mi čakam, da se bom na fotelj tam usedel, ker se bo fotelj meni prilagodil, ne jaz njemu, haleluja. In nam se skozi neki presedel, kaj en maček. Vi morate mene videti na avionu, vse obživce spravim, ker se skozi neki, kam nič mi ni prav, razumete? Jaz, ko sem začel bicikl voziti, najprej zid zamenjati, pol spodnje hlače zamenjati, pol še podlogo rabno, nič mi ni prav, razumete? Ker še nisem v nebesih. Haleluja. Cerkev, vse je začasno. Tvoja stiska je ful kratka. Amen? Ful, ti imaš ful kratko stisko. Ful. In ful lahko. Mi imamo ful lahke stiske, cerkev. Amen? Zato, ker je to vse skupno. Amen? Jezus je pa pretrpel vse za nas. Amen? Tako da, haleluja, se imamo fajn. Amen? Če misliš, da imaš veliko stisko, pa imaš veliko stisko. Ker si ful not v njej. Če pa razmišljaš, da imaš majhno, boš pa ful ujel se in bo tvoja stiska ful majhna. Amen? Jaz nič ne rabim, da bi se imel dober cerkev. Ker se imam že dober, zjel sem. Amen? Jaz ne rabim nobenega, da me v sreči.
Carol, moja žena, ni treba, da me usrečuje. Ona je lahko zatežena, zoprna, jaz se bomo skozi rad. Amen. Zato, ker se tako odločil, haleluja, ker imam Jezusa. Amen. Jaz, če nisem zaljubljen, grem k Jezusu, daj mi ljubezen in sem takoj zaljubljen. Haleluja. Ne rabim, da se ona spremeni. Jaz redko kdaj molim za svojo ženo kakšne take molitve, da jo spremeni, da je naredi to, ne pa ti. Zakva? Raj bom zase molil, da se spremenim. Amen. Ker če sem jaz spremenil, haleluja, pa bo vse štimalo. Amen. Haleluja. Pa me posesal, pospravil in to. In bo zraven slavil Jezusa. Amen. In ženi bo ful neroden in mi bo kupila nov avto. Haleluja. Ali nov motor, nov motor. Amen. Haleluja. Reči, jaz nič ne rabim. Tako mol, ko si prišel k Jezusu, reči, jaz nič ne rabim, sam hočem več tebe. Amen. Torej, to je ful skrivnost cerkev. Prid, ko boš imel največji problem, ko boš mislil, da imaš največji, reči, jaz nič ne rabim, sam tebe. Amen. In tako si da ustvaril pravo perspektivo. Amen. Un faks bo že naredil, uno službo bo že dobil boljšo. Bo že vse kul Bog zritil. Sam naj ti bo on najbolj pomemben. Amen. In poj naša stiska kratka. Zakaj? Ker vidimo, kaj je res pomemben. Kdo je res velik v našem življenju. Ker vidimo v nevidno. Amen. Hebrejcem, in s tem bomo zaključili, 11. poglavje, Hebrejcem 11. poglavje, 1. in 3. vrstica. Vera pa je trdno pričakovanje tistega, kar upamo, dokaz o stvareh, ki jih ne vidimo. Amen. Se pravi, vera je dokaz stvari, ki jih ne moreš videti. To je vera. Amen. Se pravi, ti vidiš v nevidno, da s svojo vero lahko to sprostiš. Amen. In vera je v bistvu trdno pričakovanje, boljši prevod je substanca oziroma materializacija stvari, v katere upaš. Upanje je pozitivna slika prihodnosti. Se pravi, ti imaš sliko prihodnosti, to je upanje, ki je dobra in vera to materializira. Haleluja. In 3. vrstica, zadnja za danes, po veri razumemo, da so bili svetovi ustvarjeni po Božji besedi tako, da ni iz vidnega postalo, kar je sedaj vidno. Se pravi, iz nevidnega je postalo to, kar je zdaj vidno. Amen. Ta stojav za note je najprej bil neviden in pol se je materializiral. Amen. Potem ga je nekdo ustvaril. Najprej je bil samo koncept, najprej je bila samo fantazija, ideja. Haleluja. Amen. Zato imamo ful moč, ker smo v Božji prisotnosti in gledamo v nevidno. Amen. Dajmo mol danes. Haleluja. Oče, odpri nam oči srca. Odpri nam zdaj oči, oče, haleluja, da ta teden ful gledamo v duhu. Oče, molim, da res vidimo v duhu več, haleluja. Več, haleluja, še, haleluja. Odpri nam oči domišljije, haleluja. Odpri nam oči srca, haleluja. Da bomo videli več tega upanja, v katero si nas poklical. Da vidimo še več svoje usode. Oče, da vidimo jutri, kaj moramo delati. Pojutrišnjem, naslednji teden. Oče, na kjer nov nivo moramo iti, haleluja. Oče, da vidimo malo več svojega življenja, kako si ga ti ustvaril, haleluja. Oče, molim, da nas vržeš na rad, da nas ful presenetaš, haleluja. Da smo čist nori nate, haleluja. Da si rečemo, wow, jaz še nič nisem videl, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus, haleluja. Da si nam pokazal še, haleluja. Še, haleluja. Še več, haleluja. Jezus. Mi jaz hočemo biti tako, kot ti, ko si delal samo to, kar ti je Oče pokazal. Haleluja. Mi hočemo videti par stvari zdaj za to obdobje svojega življenja, Jezus. Kaj ne delamo, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala, da lahko vidimo. Hvala, da ni več zagrinjala, ampak lahko gledamo tvojo slavo. In ko iščemo tebe, pol vse drugo nam lahko pokažeš. Haleluja. Molim, Oče,
da nismo zaslepljeni, da nismo slepi stvarmi tega sveta, da ne pustimo smetem v svojo vizijo, haleluja. Ne bo naš posvečen Gospodu, naše oči v zavezi s tabo, haleluja. Jezus, ne tvoj ogenj gori v nas. Jezus, jaz se vzemam kri Jezusa in perem ekran svoje domišljije, da imam čisto domišljijo, da lahko ti gore kažeš stvari. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Cerkev jaz dostikrat to molim, ker recimo tako kakšne neumnosti začnem razmišljati in pol kakšne skrbi se prikradejo, stvari tega sveta. In pol to me je Rob Smiley naučil. To je eno od prerokov v našem gibanju. Imamo preroško delavnico na YouTube kanalu. Ona se je učil, kako gledati v duhu, ko sem bil tam v šoli. In pol je dostikrat rekel, in to nikoli nisem pozabil, rekel je, vzemam kri Jezusa in perem ekran svoje domišljije. In jaz si to pač tako naredim in pol po veri pač uperem svojo domišljijo. Ko pač toliko smo izpostavljeni enim čudnim stvarem, da vzem kri Jezusa in rečem, če jaz perem ekran svoje domišljije. Bog ti mi zdaj govori. In verjem to, haleluja, ti Bog govoril. Amen. Uživite z Jezusom, haleluja. Bodite blagoslovljeni, ne vam Bog kaže stvari. Kdorkoli bi reče molitev, lahko pride naprej. Kdorkoli bi se rad družil, se lahko še tle. V sredo ob 6 smo tle, molimo skupaj, se ful dogaja. V soboto bomo na krstu. Oktobra sta Dom pa Linda z nami, bomo imeli neko konferenco najbrž za zakonce. Pa še kaj bo, sam ne vem zdaj, kaj mi še Bog ni pokazal. Amen.